Živjo! Rok iz Svetopisemske družbe tukaj z novimi nasveti za uporabo aplikacije Svetopismo. Kako torej začeti z uporabo bralnih načrtov? Najdeš jih v spodnjem meniju. Lahko se sprehodiš med izpostavljenimi ali pa poiščeš načrt na določeno temo. Vsak načrt ima kratek opis. Lahko pa si ogledaš tudi primer, kako izgleda posamezni dan tega načrta. Ko želiš začeti z bralnim načrtom, se ti pojavita dve možnosti. Sam ali s prijatelji. Spodbuda ali pa brca v rit strani prijateljev lahko naredi zelo veliko, tudi ko gre za branje Svetega pisma. Zato lahko v aplikaciji Svetopismo bralne načrte uporabljaš tudi v skupini. Če želiš brati s prijatelji, ti priporočam, da daš prijateljem nekaj dni časa, da se pridružijo. Povabiš lahko tiste, ki so že med tvojimi prijatelji v aplikaciji, ali pa povezavo deliš neposredno na družabnih omrežjih ali v zasebnih sporočilih. Ti je bralnih načrtov v slovenščini premalo? Če greš do dna seznama, lahko spremeniš jezik. Potem ti gotovo ne bo zmanjkalo.